Pozdravljeni. Bomo pri Red Bullu priča ponovni menjavi elementov pogonskega sklopa na bolidu Maxa Verstappna. V zadnjih 5 dirkah bo to eno izmed glavnih tehničnih vprašanj v sezoni 2021. V nekaterih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, smo lahko opazili, da se že malček bolj konkretno šušlja o dejstvu, da pri tovarniški ekipi Mercedes bodo imeli na zadnjih 5 dirkah malce višji režim obratov motorja z notranjim izgorevanjem. Prevedeno, to pomeni malček višjo moč, približno 10 konjev, po drugi strani pa malce slabšo zanesljivost. Pri Mercedesu bi si to lahko privoščili, ker so na zadnjih dirkah obem voznikom zamenjali motorja z notranjim izgorevanjem. Lahko pričakujemo podobno menjavo tudi pri Red Bullu. Danes si bomo ogledali to malce bolj podrobno, ampak najprej moramo ugotoviti, kolikšna bi bila življenjska doba pogonskega sklopa v normalnih razmerah. Kolikor vzamemo v obzir lansko in letošnjo sezono, bi lahko nekje ocenili med 6 in 7 dirkaškimi vikendi. Lani je bilo na sporedu 17 dirk, letos 22 in moja osebna ocena je tam med 6 ter 7. Seveda, za tiste elemente, ki imajo 3 enote na sezono brez kazni. Kolikor pogledamo menjave, tako pri Maxu Verstappnu in Lewisu Hamiltonu, bomo ugotovili, da so dokaj skupaj oziroma zaporedne. Max Verstappen je 3. pogonski sklop vgradil na veliki nagradi Madžarske, 11. dirki na koledarju. In tu bi vas rad spomnil, da je bil v to menjavo dobesedno prisiljen po tisti nesreči na veliki nagradi Velike Britanije in posledično poškodbami na samem pogonskem sklopu, ker pa ne vemo, ali so bili vsi elementi nepopravljivo poškodovani. Nato je 4. set s kaznijo vgradil na veliki nagradi Rusije, 15. dirki. Lewis Hamilton je 3. set vgradil na veliki nagradi Belgije, 12. dirki. Dirko za tistim, ko je 3. set vgradil Max. In 4. motor z notranjim izgorevanjem je pa vgradil, seveda tudi s kaznijo, na veliki nagradi Turčije, 16. dirki. Torej, dirko za tistim, ko je sveže elemente vgradil Max. In če Lewis Hamilton lahko na prvi pogled s temi elementi pride do konca sezone, zakaj ne bi prišel do konca sezone Max? Seveda, dirka več bi bila za njim, ampak ne toliko, da bi bilo vse skupaj kritično. Namreč Lewis Hamilton je vgradil nov pogonski sklop na 16. dirki, torej 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. Spet smo v tistem območju, kjer je realno pričakovati, da bo motor z notranjim izgorevanjem zdržal take obremenitve. In pri Maxu Verstappnu le dirka več. Tu moramo biti malce bolj pozorni. Namreč Lewis Hamilton, za razliko od Maxa Verstappna, če držijo informacije, ima kar nekaj starejših elementov, ki so še na voljo. Govorili smo, da na veliki nagradi Belgije je Lewis Hamilton vgradil nov pogonski sklop. Naslednja 13. dirka je bila velika nagrada Nizozemske.
In če se spomnite, na drugem prostem treningu je imel Lewis Hamilton težave prav s pogonskim sklopom, ustavil se je. Ampak isti set, ki smo ga videli tam, je bil komaj njegov prvi set. Tisti, ki izvira iz začetka sezone. Na kvalifikacijah in na to dirki je Lewis rabil drugi set, istega, ki ga je imel ugrajenega, naprimer zadnjič na veliki nagradi Madžarske, ki smo jo omenili pri Maxu Verstappenu. Max, po tistem, kar je dosegljivo nam, navdušencev, drugega seta ni imel na razpolago. Zatorej je imel praktično dve izbiri. Ali uporabljati tistega prvega, kot smo videli pri rezultatu Lewisa Hamiltona, izjemno nezanesljivega in na koncu svoje življenjske dobe, ali pa nabirati kilometre na onemu tretjemu. In tretji set pri obeh voznikih je tisti, ki sta ga uporabljala v veliki nagradi Belgije in veliki nagradi Italije. To sta dve dirki, ki dodata kar nekaj obrabe vsakemu pogonskemu sklopu. In čeprav od 11. dirke do 15. dirke ni preteklo tistih 6 do 7 dirk, ki sem jih omenil malce prej, če je Max Verstappen uporabljal samo tretji set, po mojem mnenju ta nima več ne vem koliko kilometrov v svoji življenjski dobi. Za razliko od tistega, kar bi lahko rekli pri Lewisu Hamiltonu. On je spretno uporabljal starejše komponente, ki jih je imel na razpolago in tako prihranil kar nekaj kilometrov. Tako na prostih treningih, kot na samih kvalifikacijah in dirkah. Poudaril sem bistveno razliko, namreč na veliki nagradi Turčije je Lewis Hamilton zamenjal samo motor z notranjim izgorevanjem, Max Verstappen pa kompleten set. Zakaj so pri Mercedesu na veliki nagradi Turčije in to veliki nagradi Združenih držav obema voznikoma zamenjali samo motor z notranjim izgorevanjem? Po eni strani zato, da sta oba dobila manj kazenskih mest, ampak po drugi strani bi lahko rekli, da so imeli na razpolago dovolj starejših elementov, ki bodo zdržali nekje do konca sezone. In sedaj prihajamo na tisto območje, kjer moramo nekako špekulirati oziroma domnevati, kaj lahko pričakujemo. Res, po eni strani izgleda, da Lewis Hamilton ima na razpolago vsaj dva dokaj sveža seta, tistega tretjega in delno tistega četrtega, oziroma vsaj motor z notranjim izgorevanjem. Pri Maxu Verstappenu lahko domnevamo, da je samo tisti četrti set, tisti pravi, tisti, ki ga bo uporabljal na dirki. In zato po eni strani teorija, da bodo pri Hondi nekako prisiljeni uporabljati peti set, je verjetna. Čeprav sam dvomim, da v tistem trku v Silverstonu je drugi set v celoti šel v odpis, je motor z notranjim izgorevanjem glavni del, ki je pa, po mojem mnenju, tako hudo poškodovan, da ga niso mogli rešiti. In sedaj lahko vidimo dva scenarija pred nami. Namreč preventivno menjavo ali pa vztrajanje s tem setom, ampak na bistveno nižjem režimu vrtljajev. Bistveno nižji režim vrtljajev pomeni manj konjskih moči in na naslednjih dirkah bi znalo biti to usodno. Ampak ne toliko usodno, kot imeti okvaro ter odstop na sami dirki ter kazen na začetku naslednje, kar je najslabša izmed možnih variant. Sedaj je vse v rokah ekipe Red Bulla. Vkolikor bodo šli v menjavo, menim, da je najbolje, da to opravijo čim prej.
Tako bo imel Max še kar nekaj dirk, ker bo lahko nadoknadil tisto, kar bi izgubil, če bo te izgube točk sploh prišlo. Po drugi strani pri Mercedesu lahko gredo na polno. Kolikor pride do okvare, v bistvu nimajo kaj dosti da izgubijo. Namreč, že sedaj so v rahlo podrejenem položaju in kolikor ne bodo tvegali, pač bodo težko nadoknadili ta zaostanek, ki ga vidimo sedaj. Govorili smo že o tem, da ukolikor Max zmaga 2 dirki od 5 ter je na to konstantno drugi, bo prvak. Ukolikor želi Lewis biti prvak, mora narediti nekaj več. In po mojem videnju nekaj bistveno boljšega. Za danes je to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.